Živ, jaz pa Jan, moj brat, sva zdaj tlele bliz Graca v Avstriji in tole za nama je v bistvu ena največjih trgovin, ki noter prodajajo avtočke na daljinca. In mi dva sva se danes odločila, da si greva vsak svojega kupiti, pol ima pa vsak še 100 evrov budžeta za predelave. In mi dva bova pol tekmovala, kdo si zbilda boljšega. Tako da nič, zdaj pa mislim, da najbolj, da pičimo kar v štacuno, pa se gremo malo slint po policah. Vem, da me boste ful sprašvali, tako da vam stisnem link do te štacune kar v spodaj pod tale video. V trgovini pa najdeš vse avione, avtočke, ladje, ni da ni, v glavnem ti kar pokažem. Kaj je to dulja? Kaj hud? 425 evrov. Polej te in preco imaš Porsche GT3, pa ta starega Quattrota, pa vse res toliko zgleda, pač realističen. Nice, pa evo. Fak, a ste videl to? Ultimate RC Hauler. Lahko tega Broncota gor naložiš. Fak, lej tega tam gor. Pač lej, koliko je to vse velik. To je moja roka. Lej to žval, pa to je noro. Lej ta bager, no. To kar v kufru na delovišče parneseš. Tega, lej, da robo not naložiš. Lej to kar jadrnice imaš kle. To pa tudi, če nisem videl, pa ta je res velika. What the hell is this thing? To je pa... To je tisto, ki se lahko premika v vse smeri. Straight out of NASA. S tem greš pohka malo na luno pogledati. Evo, tele sva si danes zbrala. Jan bo imel modrega Broncota. Jaz bom imel pa sivga, ker nimajo črnega. Evo, lej, kupili smo 2 Broncota, zdaj pa mi dva direkt tlele z Graca šibava do Tadeja na Koroško, ki ima pa narejen kompleten off-road poligon za take avte. Tako da greva zdaj tja testirati, če sva sploh kaj dober kupila. Zdaj pa damo avto v sport mode. In gremo na Koroško v RC Fun Park. Zdaj ideja je, glede na to, da imava pač oba isti avto, oziroma identičen avto, samo druge barve, je to, da bova šla zdaj tja na off-road poligon in bova štopala, kdo lahko prej prevoz poligon, pa da se najmanjkrat vmes prevrne oziroma kukarkoli zaštrika. Tako da tole bo en tak, kam pa moram iti, Ja, je klik. Aj prav. Dobar je. Tako da danes bomo v bistvu odločali, kater od bratov je boljši voznik na RC poligonu. Mi dva imamo zdajle cirka 1 uro do Tadeja. Pa da se nam 1 uro skupaj vozili, se vidimo kar tam. Tako da 3, 4, poka. Malo hitrej sem mogel tleskan, zato ker pazi to, kjero cesto sva zdajle najdla. Nisva še na Koroškem, ampak tole moraš videti. Kjera kača. Druga. Tle imaš kajlo. Oh shit. Kajla. Very nice. Malo je fajhten, tako da ne vem, kdaj guma, kdaj bo odnesel. Dobar je. Ful dobra cesta. Tlep se pa kar gor pa dol lahko še malo vozil. Še se bomo vrnili. Evo, nisva pa kupila sam tiste 2 avtočka, ki sem prej pokazal. To je od Jana prejšen, oziroma tega ima Jan že od prej. Tale je moj od prej, tale je sicer na nitro, oziroma benzin, ta je na elektriko, ampak oba imata neke male težave in pač ne laufata tako, kot bi mogla. Sva pa zdaj že prišla tlele do Tadeja na Koroško, tako da tele avtočke bojo tudi prnemo pustila, da jih bo zrihtu, ker se pač seveda tudi s tem ukvarja. Zdaj pa mislim, da najbolj, da ta nove Broncote kar potegnemo škatelj, pa gremo na off-road poligon. Eden. Jup, kar oba vzem. Evo pa še eden. To je en pa avto zaprl, pa smo. Tako? Del. Jup.
Dobar dan. Tako je, gres. Takole. Vse ene baterije so zraven. Ja. On nam je pa rekel, da morava te ekstra kupiti. Oko naj je nategnil. Aha, evo ga. To je pa daljinc po moje. Ja. Aha, pokrovka. To je za rechargeati avto. Okej, To je pa daljinc. nice. V praksi se, če ne se spravi kilometrov za ovo. Aha, ta dela. Evo ga. Nice. Tole za mano je offroad poligon, pa vam kar pokažem, kakšna so pravila zdajle. Jan bo pa ta prvi štartal, tako da jaz malo pogledam, ki se zafrknil, da bom lahko merkal. Evo, Jan bo tukajle, pri teli glavni hiši štartal, pol se pa zapele klele okrog hiše in začne po temule skalnatmu gorovju, pol se spusti klele dol po temule mostičku okrog, v spodi pod most, in v bistvu nadaljuje progo tukaj gor. Zdaj pa šibam okrog še pokazati. Čakaj. Evo, in bova prišla tukaj čez te mostičke, dol, potem pa tukaj se bova mogla držati desno, pa tukaj gor splezati po stran, okrog, pa dol, pa tukaj noter, v podzemlje pece. Okrog, pol pa najtežja ovira pa tale in pa zaključimo še tukaj čez, dol, cilj je pa spet na izhodiščni točki. Zadevo bo štopala in za vsakič, ko se kdo prevrne na poligonu oziroma da se nekje zakopleš in moraš avtoček premakniti, se doda 5 sekund na štoparco. Tako da na moj 3-4 zdaj štoparco zalaufam, pa šibaš. Tako da 3-4 zdaj. Evo, sva pa zmenjena, da v bistvu se pele kar v miru, ker tudi ta crawling se v bistvu izvaja tako, da mora biti tudi vožnja dokaj elegantna. Nič, pa kar začnimo na tale skalnat gorovje. Evo, Jan, zdaj pa kar suvereno fant skočil. Evo ga, Jan že prihaja čez oziroma v spodi pod ta prvi most in pa napada že ta prve lojtrce. Dobre. Zaenkrat še brez padca, oziroma da bi se prevrnil ali pa zakopal. Tale je kar triki tle, a? Tlele je tudi kar zelo triki, ker je razmak med tem dvema lih tok, da moraš res točen zadeti, da prilezeš gor. Znaš? To. Bravo. Bomba. To so pa zdaj te, ki niso prilepljene. Ej, kaj pa če se ti recimo odlep? Saj si jo lahko popraviš. Mislim, sem nasedel. Jan, nasedel si. Karter si si. Kaj te so triki, ki greš enkrat čez, se itak premakne. Še ena. Še malo. Dobre. To, dober je. Gre. Na nos boš kipnil vse. Evo ga. Zdaj pa še na zadnjo in najtežjo oviro. Tlele je res ful važen, kako v bistvu naštimaš gume, da priješ lepo naravno zgor, ker če ne, takoj padeš noter v luknjo. Kaj gre ta zdaj v luft? Tale je najtežji previs tlele. Come on. Ajde. Zagrab. Daj. To, bravo. Bravo. Ne, zgubil sem ga. Super. 5 sekund. Ja.
Ja, zdaj pa še na tole zadnjo oviro, pa domov na golaž. Štoparco rabim, štoparco. Kar zalece. Bum. Zdaj 42, kolikrat sem se prekucnil? 6-krat. A si ready? No, sem že živčen, ker je bil tole dober cajt, pa kleti je šlo dobro, tako da bom videl. 3, 4, zdaj. Pazi, kenguruje. Pamet v roke. Yes. Veš kaj je to, Rok? Jup. Plus 5 sekund. Vem, kar krokodila povozi. Could that be? The best time? Jup. Fak mi gre dober. Jup. Rok. Tole gre šreke. To je full sketchy. Stric krokodil. Dobre. Ja, zdaj pa pod zemljo. Živ! Jana, je to mogoče? A da ti vratal tako kot meni prej? Jup. Shit. Ne se prevaram. Ne se prevaram. Ja, gotov, zadnja gre dol, tako kot meni. Ja, ugani, kaj je to? 5 sekund. Are you kidding me? Roki. Kaj pa je to? Aha, isto kaj jaz. Ne no. To sem pa malo podivljal zdaj. A si, Jan, pripravljen? Ja. Sedem minut 39, plus 3-krat prekucnil si se. Roki. Dobra. Ja. Ampak moram priznati, da sem imel kar zelo veliko sreče, sploh tamle gor. Jaz mislim, da pa zdaj 1-0 zame, ampak da bi se pa mogla še pomeriti v Hot Wheelsih, pa mogoče še tamle na slotkarjih. Evo je. Daj, da vidim. Pokaž. Evo, pa še en floki. Čakaj. Ta prav fokus je res? Se pravi fokus, evo ga. Ta je moj. Tega sem zadnjič dejansko dobil na Hill Climbu hrušca, mi ga je en fant mi ga je dal tako za darilo, za presenečenje. Tako da, ful lepo. Tako da danes bom dejansko dirkal z njim. Ta je pa od Jana in to, da sta oba fokusa je res, je danes pač dejansko ful na ključje. Nisva se zmenila. Jana fokus je toliko počasen, da ne more dirkati. Je to brand new? Evo ga. Za pokazati. Je nič? Pa kar na štart dnemo. Štart, ne? Vse ti bo šlo. Treba kar prid, pa daš lepo levo, desno, levo, bar. 3, 4, Daj. yes! Fokus, svotlo je to. Kje si Shelby? Nema. Yes! To je koliko direktno ti je. Nice. 4, daj. Sam sta kar bliz. Ja, tam je tvoj hitrejši. Jup. Aha. To fluk star. Mislim, da jasen, kdo je zmagal. Zdaj pa še zadnja dirka s telimi slotkarji klele za mano. Tako da 2 minutke, 3-krat lahko ven letiš. To je to, kar se vidi.
Kar na 5, pa je pa zraven. To gre. Vidno. Rok zadnje življenje. Če še greš enkrat ven, si konc. Tam sebe gre. Ne moreš vse zmagati, a ne? Evo, avtočke smo nabavili, danes je pa zdaj že naslednji dan in vem, da ful radi vidite tudi mojega Shelbyja takole v vsakem vlogu. Danes sem ga mogel priti iskat, zato ker je tukaj v bistvu še s hrušce, ker smo imeli dirko, tako da ga zdaj poberemo, dan ga grem spucat, pa pa zvečer par fotkic naredimo, pa je pa vikend pod streho. Evo zverince, ko so lepo spucan. Pravijo, da je črn avto lep, sam takrat, ki je spucan. Pa še res je. Evo, mi smo že Luka zagurtnali noter, lej na kletko. Še GoProja zalaufamo, pa še bomo. Tale Golden Hour smo pa v piko ujeli, pazi ta razgled za mano. Naredili smo par rollingov, še par statičnih, pa pospravimo tele krače nazaj v garažo. Kakor ste mogoče opazili, z Janom nisva kupila dodatnih delov oziroma aftermarket parcev za najine avtočke, to je pa zato, ker jih v trgovini praktično skoraj nič niso imeli. Tako da midva bova to zadevo naročila prek neta in bomo mogli narediti part 2, kjer bomo predelali te avtočke in jih potem ponovno testirali, koliko dejansko te predelave izboljšajo performance na progi. To je to za današnji vlog, za vse tiste, ki ste pa zdržali do konca, vam pa lahko zaupam, da v naslednjem vlogu pa pokažemo moj nov project car. Da vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!